Tako da že dolgo nisem tako o spolnosti govorila, kot je tlele govorim. Ali lahko živiš orgazem ali samo zelo čudovito? Spomnila si me na lepe trenutke. Moške imamo zato, ker vibrator ne može plačati večerje. Da me nekdo vodi, da mi komandira, to mi je pa zelo bilo rajc. To še vedno bi. Veš, kaj sem še hotela govoriti? O masturbaciji. Ja. Mi smo imeli zdaj pred kratkim na našem Instagram storiju en tako kviz v bistvu, ker so naši sledilci odgovarjali o tem, pač o njihovih masturbacijskih navadah. Ja. In je bilo zelo zanimivo, da je skoraj 90% naših sledilcev, ne glede na to, so moški ali ženske, rekli, da redno masturbirajo. Ja, valjda. Kako pa ti gledaš na to? Ja, jaz, ko sem bila moški, mlajša, sem to 3-4 na dan delala. In kot vsaki moški. In največji problem je žensk, ki so v vezah in pol najde svojega partnerja, ko menstruira in padejo ven. On me ne vara, tam so ni časopisam. Kaj je to, Salome? Meni pišejo ženske. Ja, valjda, da mi pišejo. Zdaj, to je normalno. A misliš, to je normalno. Ne delaj štale iz tega. To vsak moški dela. Kako? Pa se mene ima. Ne. Moški sebi in ženska sebi najbolj naredi menstruacijo. Nobena ženska ne bo moškemu naredila tako, kako on sam sebi to naredi. Ker nimajo občutka, ene sploh nimajo občutka. Jaz sem probala učiti ene, pa ne gre. To lahko sekundo, dve in pa se spet zgubi. Žal, tako je. A imaš kaj še na svet? Ja, ne, se ti pravim. Ene znajo, ali to so tako redke, da znajo. In kaj delajo, da je to, da lahko reči, da znajo? Občutek, ne smeš biti pregrob, ne smeš biti če si nežen, to je itak brez veze sploh, da kaj delaš. Ker to moškemu ni nič. To zapravo med grobostjo in nežnostjo nekje. Ne, to ne morem reči. A veš, tudi, ko ti... To je grozno, kaj mi dela. To je nekaj narobe. Zakaj? Če ti gre dobro? Mislim, ko ti primeš že to, kdaj stiskaš, kdaj spuščaš, je to ženska ne more vedeti, ker je ženska. Tudi moški ne more vedeti, kako ženski paše. Znajo biti ful grobi, ali znajo biti prenežni, ali sploh ne znajo. Eni pa obvladajo. Ali takih je malo, kaj obvladajo, razumeš? Verjeten, vse veš, ne? Seveda. Joj, grozno si, kaj me sprašuješ, kaj me rekli? Ja, mene veliko vprašajo, daj, nauč me kako, povej kako. Ja, ne vem, a veš, že oralen seks punce ne obvladajo, ne? A veš, tako da a veš, ne vem. Moški pa vsak moški bo rekel, da se najbolj samo zadovolji sam sebe. A veš. Točno veš, kaj ti paše. Ja. Zato pa tudi masturbiramo. Ja, tako je. Zato vse ženske dame ne komplicirate, če najdete svojega partnerja, da menstruira. To ne pomeni, da vas vara z onim časopisom, ne? Ali ne vem, sporniči, ki gledajo. Ne? Zdaj so sodobne tudi ženske, katere gledajo svoji partnerji porniče in tudi recimo uporabljajo igrače v svojim seksualnim igricam. Pri moškemu to hočem naglasiti, ker moški ima GT točko v anusu in so vsi tako zakompleksani, kaj se tega tiče, ker to je za pedere. To ni on peder, nisem jaz peder, razumeš? Ali ne vejo sploh, koliko je to užitek, ne obstajajo homoseksualci na svetu kar tako, ker je nekaj, ker je v anusu pri prostata, to je pa nekaj najlepšega, to je jači orgazem, to je kot navaden orgazem, vemo, koliko je dober orgazem navaden. Zamisli zdaj še 3-krat večji orgazem, ne? In jaz poznam pare, ko si kupijo vibratorje za svojega partnerja, si kupijo partnerka. Samo to so res moderni pari, kateri niso zaprti, kar se tiče seksualnosti, spolnosti. Vemo, da včasih, kako se je včasih seksalo v mraku,
a veš, na bok, sploh se niso pogledali, a ne. A veš, zdaj pa smo šli že naprej, kar se tiče spolnosti, a ne, in ta porno industrija je velika in jaz mislim, da vsaka pametna ženska doma ima kako igračo zase. Se strinjam, ja. Zdaj si glih dobila 3 nove stvari, o katerih si tudi na svojem Instagramu govorila. A bi še tukaj za nas mal, za tiste, ki mogoče še niso gledali, pa tisti, ki še niste, pejte pogledati na Salome Na profil. moj kanal, ja, na IGTV. Ima zelo dober posnet, ampak 3 različne stvari si izprobala. Kaj ti bo najbolj všeč, te, ki je presenetilo? Zdaj, to sta stimulator, ta črni za klitoris, a ne. Jaz imam še eno drugo igračo tako in to mi je the best. Ne vem, jaz prijateljicam, ko opisujem to, ne pravim, sem rekel, napavte to mora ženska imeti, ne. Zdaj rumeni sem rekla, to je moj novi fant. Ja, včasih so bili vibratorji, jaz sem kupovala te igrače že. Ne vem, če se spomniš, Sexy Shop na Gornjem gradu, pokojna gospa Nada, je zdaj žal pokojna, to je bil prvi Sexy Shop v Jugoslaviji. In takrat so bili vibratorji, niso bili tak kvalitete, da so bili tak lep silikonasto pipi, vse. So bili na baterije, no. Na baterije si dal, pa si ga zabil. In ta rumeni zdaj, to je to lepo občutek, pa to brzin, pa sem rekla, smakamo čas, da si to zmislil. No ta in še tistega imam doma novega, ki je tudi zraven za klitoris in za vaginalno, ne, tako da noro, kaj da rečem. A pa z vsemi lahko doživiš orgazem ali samo s kakšnimi določenimi? Tale s črnim, ja. Tale s črnim. Ki stimulira klitoris. Jaz se moram samo zadovoljevati. Kaj mi delaš? Jaz sem rekel, roke delajo. A veš, taki intervju nisem imela. Mi smo imeli o spolnosti, jaz in Tomaž Mihelič oddajo na Prvi TV in smo govorili o spolnosti, ne. Tomaž je bil pol še nadaljeval, ne. Tako da že dolgo nisem tako o spolnosti govorila, kot tlele govorim. No, poj pa že skrajni čas, da malo o tem govoriš. Da se malo jaz tudi sprostim. Ja. Pa veš, Mogoče sem ratala, odkar sem ženska, konservativna. Kar se tiče, ne vem, jaz si dam polet dekolte in pol grem v mest in pol, če me začnejo gledati v dekolte, jaz hitro domov drugo majico dam gor. A res? Sem rekel, kaj pa, pa sem si rekel, prej sem skozi kazala prsi, sem rekel, kaj pa se zdaj dogaja, tako malo konzerva sem ratala. Ali ni videti v tem intervjuju, a ne? Ne, čist niti malo. Ja, no ti mi tudi malo pomagaš. Tako dobro sogovornico sem dobila za svoj prvi intervju, da sem lahko kar srečna. Veš, o čem bi še rada govorila? Mi imamo tako zelo različne stranke. Nekateri pridejo sem in kupijo svojo prvo igračko, nekateri imajo pa že tako veliko doma in radi nove stvari sprobavajo, imajo različne tudi fetiše in različne spolne prakse. A imaš ti mogoče kakšen fetiš ali pa kaj, ki bi rada še sprobala, pa še nisi? Ne vem, če nisem vse sprobala že. Jaz sem rada imela tudi, jaz, ko sem bila še s penisom, takrat sem imela moški hormon in domišljija je bolj bujna pri moških kot pri ženskah. In testosteron je svoje delo, jaz sem se rada recimo zelo seksi oblekla. Jaz sem rada imela škornje pri seksu, obvezno čevlje, ker že to mene je rajcalo, kje pa še moškega. Mislim, da bi ženske morale uporabljati pri svojih spolnih igricah doma tudi te seksi oblačila, ker popestriš, recimo, če rata monotono v odnosu, popestriš, samo za eni so to konzervativni, da je to kaj si to oblekla? Kaj na kurva si se oblekla, si ti normalno? A veš? Mislim, jaz rada sem se oblačila, tudi malo dominantne moške sem imela rada, tako da smo si igrali malo
sužnja, ali ne ta grobi, nisem ljubiteljica pa da sva plava izađe še, ker eni to tudi konzumirajo, ne. Ali tako, da me nekdo vodi, da mi komandira, to mi je pa zelo bilo rajci, pa še vedno mi. Rada se ful pogovarjam o seksu, ne boš verjela, jaz se ful pogovarjam o seksu. Eni to ne razumejo, eni so tako šokirani in jaz imam rada tako grde besede o seksu. In sem srečna, če srečam moškega, kateri ima to rada. Ali to je samo o seksu, ne ven seksa. Da bom zdaj po ulici z njime, veš. Tako da imam to tako malo bolj dominanten seks. Mislim, da tudi v seksu mora malo boleti, da je bolj užitno, ne preveč. Ravno prav. Ko bojo ljudje rekli. Najprej ne pri sebi pogledajo, kaj doma delajo. Ponovadi imajo tisti največ za reči, ko imajo neke komplekse pri sebi. Spomnila si me na lepe trenutke. Boš prišla doma, boš mogla kar nazaj vzeti tega tvojega novega fanta v roke. Ja, dober je bil. A veš, v življenju nimaš, zdaj, da ti rečeš, da imela sem 100 dobrih seksov. To je nemogoče. Jaz sem imela en dober seks. En dober seks? Tako da ti? Večkrat seksala z enim tipom. Aha, tako. S katerim ti se ujameš, ki je bilo malo ljubezni zraven, ki si pol več dovoliš, si bolj sproščen, a ne? In taki moški ti se ne zgodi, nisem srečala takega. Ne še, mislim, si tega pa boš še kakšnega. Rada bi še enega spoznala takega, ne bi imela nič proti. Sej boš. Ja. Samo ne bo v Sloveniji, kot si rekla. Ne, sigurno ne. Zdaj se bojo karantena končala, pa boš našla enega takoj. Enega Italijana. Ja, se zdaj boš... Da bom malo odprta. A veš, da me posprejo tako, kako sem. A veš, jaz ne bi imela partnerja, da on ne ve. A veš, veliko transrodnih žensk skrivajo, da so transrodne in si najdejo partnerje. Jaz ne bi rada imela partnerja, da on ne ve mojo preteklost. Ker bom skozi neki strahu živela, da bo zvedel. Reši sem sama. Reši sem sama. In jaz bom sprejela njega in njegovo zgodovino v življenju. Nego ljudje se poparčkajo in pol jih moti, kaj je bilo v tom življenju prej. To ni logike. Kaj te briga, kaj je bilo. To, kaj je zdaj, je pomembno. Se zdaj živimo, ono je že mimo, tole ne vemo, če bo. Čisto strinjam. Dobra filozofija za življenje, je res. Zdaj se bom spet nazaj na operacijo vrnila. Rekla si, da je en let trajal, da si doživela prvi orgazem. Na kakšen način pa ti je potem uspelo? Mislim, rekla si, da nisi smela razmišljati o vseh stvarih možnih. Ampak tako, kaj te privede? Z moškim mi še ni prišlo. Okay. Ne vem, sploh, če mi bo prišlo. Zaradi tega, ker prvi orgazem sem doživela sama. Dala sem si porno kasete in sem rekla, gled, zdaj pa je do konca. Ker skozi sem spraševala, klicala v Beograd, to transrodno žensko in mi je rekla, daj probe, daj se skoncentriraj, ni to isto kot moški orgazem. Ustrajaj, pejdi čez to, ko misliš, da ne bo več. In zato mi je ratala. Moški, ker me poznajo v Slovenijo, začnejo, ti ne moreš doživeti orgazem, tebi ne pride, to je nemogoče, da ste... In kako ti bo prišlo? Ja. Če te on take neumnosti sprašuje, tebi lahko pride orgazem, to ti ne more narediti. Kako se ti boš skoncentriral posle take, pa jaz rečem, daj pejt. Zato sem nehala tudi seksati. Nehala sem seksati zato, ker mi gre na živce. Ker, veš, če bi jaz bila ena neznana oseba, oni sploh ne bi ni vedeli, recimo. In ne bi take neumnosti spraševali v seksu. Štekaš? Čisto razumem. Zato jaz rajši imam igrače. One so tiho in nikoli me niso razočarale. Kako moške imamo zato, ker vibrator ne može plačati večerje. Tako. To si pa napisala na koncu tvojega IGTV. Dobra. Ni dobra. To je pa resnična, ne sem dobra. Ampak to, kar govoriš glede moških, pač to mislim, da bi mogel vsak moški vedeti, da ženska
veliko več rab za to, da doživi orgazem, kot samo neko valjda. stimulacijo. Pač rab tudi v glavi biti stimulirana, to je prvo. Tako je, zadovoljna. Recimo doma, če si ti, ko skregaš z možem, pa niso stvari urejene, pa kje se bo ženska ukvarjala z orgazmom, če ima milijon drugih stvari. Ženska tudi več stvari kot moški delajo, hodijo v službo, pa še doma mora poskrbeti za njega, ko je on največji otrok, pa še za otroke, razumeš, skuhati, oprati, mora biti čisto. Mislim, alo, kje boš ženska zvečer se sprostila? A me razumeš? Ja. In to je za vse ženske, pač za take, kot si ti, in za vse ostale. In veliko njih misli samo na svoj rit. A veš, da poskrbijo za svoj užitek. Pozabijo pa na ženski užitek, da se malo več posvetijo. Pa, a veš, ženske imajo rade lepe besede. Če ženska začuti, da je spoštovana, ljubljena in da je mož iskren in da ne hodi okrog, pa da bo doživela orgazem. A veš, moški pa radi skočijo čez plot. Ko so zaljubljeni. To ne traja zdaj večna zaljubljenost. Pol ti rataš s partnerjem prijatelj. A ne? In ko je ta zaljubljenost, valjda, da moški ne vara. Tudi ženske znamo vzeti seks za orožje, ker je zelo narobe. Aha, zdaj se naješ, ne boš seksu en teden. Ja, kam pa bo šel? Je sosedi ali najboljši prijateljici. Tudi to se dogaja. Najlepše, ko si zaljubljen, to je to. To je kratko. Ja. Pa prijateljstvo. Ja. Pa je ženska zaljubljena v svojega otroka. Mislim, da je to največja ljubezen, večja ljubezen kot ljubezen do partnerja. Že jaz vidim pri moji čivavi, koliko jaz ljubim, nisem nikoli nobenega moškega tako ljubila. To je čisto neka druga ljubezen, neka druga vrsta ljubezen. Bi še o dilatorjih malo se pogovorili in sicer bi najprej sam povedala za tiste, ki mogoče ne vejo, kaj sploh je to. Dilatorji so zelo dober pripomoček ženskam, katere recimo niso en čas seksale ali so bile prizadete v ljubezni, pa niso hotele več slišati za moškega, kje nožnica se skrčuje, zgublja tudi vlažnost in tako po domače rečeno se začne sušiti. In z njimi pa ti imaš različne velikosti, lahko tu funkcijo spolnega organa ženskega narediš, da je še vedno spreman za akcijo, bi jaz temu rekla. Pri transrodnih ženskah in ženskah, katera nimajo spolnih odnosov, to je idealno, da ti postepeno narediš, da je vagina še vedno prožna, da se vlaži, tako da je to idealno za vse ženske. In rekla bi ženske tudi po 50 ali ko so v menopauzi, se zgublja tudi vlažnost toliko, da mislim, da ne sme biti tabu uporabljati pri seksu kakšno lubrikanto. Ker jaz verjamem, da ne uporabljajo, poleg to spolni odnos boli in ne uživajo v tem. Zakaj pa ne uživati v spolnosti, nego da te neki ful boli? Ni nujno sploh, da so starejše, tudi mlajše. Tudi mlajše, ja, seveda. Jaz bi rekla, da kaj enkrat probaš s tem, sploh če dalj časa pač seksaš, ne? Mi, ko smo bili mladi, mi smo ful seksali. Zdaj te vaše mlajše generacije, tako ko se malo pogovarjam s puncem, pa mi reče, ne, nič nisem ne seksu. Kako ne seksate? Sem rekel, pa to je nemogoče, pa ko si mlad, si najbolj aktiva, najbolj hormoni delajo, ne, in sploh ne dojemam tega. Ker mi, ko smo bili mlajši, jaz sem srečna, da sem živela v tem času. Ker mi smo šli ven, mi smo partnerja poiskali v zuni, da smo se gledali, energijo začutili, če si sploh kaj začutil. Pa zdaj vse po telefonu. Pa kaj ti veš, kaj je na drugi strani, ali kakšna energija, ali kemija, ali kaj. In potem prideš ti kaj, punce obmenemijo in se zgodi, pa je sploh ni bilo. In si predpostavljam, da je to tako. To je grozljivo. Jaz mislim, da če želiš partnerja samo za spolnost, moraš ga videti preden greš v neki pogovor, pa se zaljubiš. Pa prideš tam, pa je en stari dec.
Recimo, ne, tako da jaz sem vesela, da smo živeli v času, ko niso bili toliko telefoni in jaz še vedno rajš vidim, da me nekdo osvaja v živo, kot na neki strani za Grindr ali kaj zdaj imajo. Ja, je čisto drugačne. Ja, ker nikoli ne veš, kaj je na drugi strani, kdo je na drugi strani. Ne? Pa bi rekla, da je najbolj problem to, ker zdaj prek telefona se ljudje največ spoznajo. Groza. In brže se spoznajo. Od zunaj se sploh nobeden več ne gleda. Mi smo se gledali, mi smo prišli v lokal, smo se usedli, smo tam videli enega tipa in smo začeli se gledati. Tam je gledal, a veš, da se že... Zdaj od zunaj prideš nobeden pogleda pa mrne glav, ker je itak bil malo prej na strani gor, pa se že vse zmenil. A veš, ful se spreminjamo, mi ko ljudje, ta tehnologija nas bo uničila, jaz ti povem. Emocije nam bojo šle k vragu. Morate li ko eni roboti. Ja. Verjetno se sploh ne zavedamo tega. Zdaj si ti doma, mi smo se včasih doma si prišel, pa se je skuhalo nekaj, pa se je pojedlo nekaj, pa smo se družili. Zdaj priklopiš Viber, ješ in kak se je, bomo pili, ajde, živeli. Ne samo zaradi karantene, tudi pred karanteno se to dogaja. A veš, ti se družiš preko ekrana, ne cel dan si na računalniku. Mislim, cel dan. Ta čas, ko prideš iz službe, si na računalniku. Greš malo gor, Instagram, Facebook, skregaš se, zaljubiš malo srčko in to je to. To je life. To ni life. Ne. Res ne. A sem prestroga? Ne, poveš tako, kar je, se meni zdi. Veš, na kaj bi se še navezala? Na začetku, ko si govorila o tem, se mi je zdaj ful dobro, kako bi se mogli starši pogovarjati s svojimi otroci o tem. Kako bi bilo pri tebi doma? A ste se kaj o tem pogovarjali? Alo. To, ko so se poljubčkali filmsko, veš, kaj je filmski poljub? To je filmski poljub. Smo morali že iti v posteljo. Pa je bila ura 7, 8, tako je v posteljo. Samo da so se filmsko poljubili. Veš, včasih so se filmsko, ni bilo to z jezikom, ko danes, ti gledaš, pa, a veš. In to smo morali tako iti, toliko smo se mi spolnosti, znači bilo je prepovedano, spolnost je prepovedana. In jaz sem kot najstnica, 14-5, naravo smo imeli prvo v Jugoslaviji nudistično plažo, kjer smo imeli tudi LGBT košček plaže. In jaz sem tam prišel s 14 leti že. In seveda meni je bilo sram, bože, grozno, in nudistička. In jaz sem bila v kopalkah in so mi rekli, kopalke dol. Halo, kopalke dol. V vseh jezikih sem slušal. Kje bom dala kopalke dol, si ti normalen? So rekli, ne, a veš, toliko sem bila spolno, zelo me je bilo sram to. No, in pol z leti, mogoče je tudi pomagala ta nudistička, sem se jaz tudi začela naga kopati in pol si tam srečeval ljudi, ki so nagi, se pogovarjajo se. Zgubiš pol to neki sram. Tako da, seveda, spolnost me je zanimala, kot vsakega mladega. Tako da mogoče na Rabu, ker sem živela, je bilo ful turistov, sem veliko izkušenj pobirala že kot najstnica. A si potem informacije, kar se seksa tiče in vsega tega, tako dobila praktično sama. Zunaj, v divjini? Tako, sama. Vse sama. Pa se ti zdi, da bi bilo lažje, če bi se o tem doma pogovarjali, da bi bila mogoče, da bi ti bil kakšen heartbreak prihranjen? Jaz mislim, da bi bilo en takšen intervju v tem času bi po mojem zažgali na Grmadi. Če bi se o tem pogovarjali. Takrat se jaz spomnim, da je bil en časopis Jugoslovenske erotika, ki so bile si kupal na erotiko zaradi ene take male slikice. A veš, kaj to bilo? Wow, in to je, pa recimo Plava laguna film, to je bil pornič tega časa, pa tam ni res bilo nič tako groznega, ali to je bilo Emanuela, ali to ni nič se videlo, spolovilo,
To so kinoteke bile polne nabite, da si šel gledati kao Porničič, pa to nema veze s Porničem. To so takrat bile, če je bila kakšna erotična scena, da se je Riti videla, to je bilo wow, a veš, tako da vidiš, koliko sem jaz napredovala, recimo, da se tako odkrito pogovarjam, ker jaz mislim, da taki pogovori so potrebni, nujno potrebni, da ljudje vidijo, da to ni toliko božje groznega, ne? Da vsi pač smo bitja, kateri imamo spolne nagone in želje marsikaj poskusiti in ja mislim, zakaj ne. Ko bomo stari, bomo rekli, joj, škoda, veš, tako željo sem imel, zdaj me niki neče več, noben me noče več. A veš? Tako da, zato pravim, ko smo mladi, fajn, da malo eksperimentiramo in pa se umirimo. Zdaj se počasi bližava koncu. Za konec... A že? Zdaj, ko sem se sprostila. Lahko nam zaupaš kakšno mogoče prigodo, ki ti je tako res v spominu ostala, mogoče kakšno zgodbico, ki bi jo delila z nami, ki se ti zdi, da bi mogoče še, ne vem, mogoče koga navdihnila ali pa mu pomagala? Vezano za spolnost. Pojma, nimam kaj. Nimam ideje. Ali pa mogoče kakšen nasvet za boljši seks, za boljšo spolnost? Fajn je gledati spolnost tako čez eno drugo luč, biti bolj sproščen, vzeti igrače, če si želiš malo popestritve. Včasih se tudi lepo obleči, zrihtati, tako malo bolj erotično. Vem, da vi imate tudi veliko erotičnega perila in tih lepih kombinežic. Meni je to tako seksi, da tako odpreš vrata, pa ti pride mož domov, pa ga kap zadane. Ne, da bože. Ali zakaj ne popestriti spolnost? Veliko se žensk zapusti, ko se poročijo in ja jim svetujem, da naj ostanejo še naprej ženske in naj negujejo žensko v sebi, ker to je nekaj najlepšega, kaj imamo, da smo ženske. Imaš kakšen nasvet mogoče za vse, ki se mogoče počutijo nesprejete, ki še odkrivajo sami sebe, svojo spolnost, ki jih je mogoče strah? Nekaj, ki bi mogoče te pomagali, ki si bila še 14-letni Nenad? Naj bojo pogumni, naj verjamejo vase in naj živijo sebe, ker skrivati se in živeti neko skrito življenje ni življenje. Ker jaz mislim, da bi vsi morali živeti to, kaj čutimo in bi bil svet zelo lepši. Lepo povedano. Ja. Jaz bi se ti rada najlepše zahvalila. Hvala. Odlična sogovornica si. Ja, hvala ti, ker res si tako odprta lahko o tem govorila, ker verjamem, da marsikomu še za zaprtimi vrati o tem ni lahko govoriti. In upam, da bo vsaj komu malo pomagal kaj tasga videti in slišati, da se ne bo počutil sam in mislil, kaj zdaj z mano. Ne, nikoli nisi sam. Veš zakaj? Ker imaš sam sebe. In to je največje bogatstvo in bogatstvo je, da smo živi, da živimo. In življenje si pa lahko naredimo tako, kako si sami želimo. In to je nekaj največjega, kar človek lahko ima. To se pa strinjam, ja. Najlepša ti hvala. Hvala tebi. In mogoče še kdaj ponovimo. Ja, može. Hvala ti.